Kljub temu so svetniki imeli kar nekaj pripomb in vprašanj na predlog proračuna, po prihodkih težkega dobrih 5 milijonov in odhodkih nad 7 milijonov. Najprej bi kar pohvalil, sama priprava proračuna je dost pregleden. Edino skrbi me, če ni malo preveč napihnjen. Moram pa pohvaliti tukaj tudi cestni program. Zdaj iz predloga proračuna je razvidno, da je predvidenih kar precej investicijskih vzdrževanj na lokalnih cestah. Nisem pa zasledila nikjer, da bi bila tudi predvidena prepustitev ceste čez Dolnjo Stražo. Anica Nose pa je bila presenečena ob proučitvi predloga proračuna. Mene je bilo res šokiralo dejstvo, da je predlagatelj proračuna odstranil kar dve pomembne postavke, za katere smo se so bile že v proračunu in smo se kar borili za njih v bistvu 4 leta. To je sanacija državne ceste skozi potok ter program oskrbe starejših občanov in ureditev prostorov namenjene starejšim občanom. Ta postavka je v letošnjem proračunu nič, zato ker program oskrbe se je v lanskem letu izvedel. Bomo pa dali za drugo branje potem obnova teh prostorov. Glede državne ceste pa je župan poudaril, da jo bodo umestili v načrt razvojnih programov za prihodnje leto, a mora biti obenem v državnem proračunu. Vprašanja so bila tudi glede obnove državne ceste skozi Vavto vas. Samo toliko me zanima, koliko je usklajeno z državnim proračunom, ker če gremo delati pločnik, brez da bo rekonstrukcija ceste, mislim, da nekega velikega učinka ne bo in bo tisti pločnik prej slej pol razpadel. Trenutno je projekt, da ne rečem, popravljen v skladu z pripombami lastnikov. Moram reči, to sem že večkrat povedala, da ima tukaj država izredno velik posluh in upošteva maksimalno oziroma če že ne skoraj vse pripombe, kakor so jih podali lastniki. Kmalu sledi sestanek direkcije in občine, je dodala. Proračun je razvojno naravnanje, poudaril župan. Za investicije bomo namenili skoraj 60% vseh odhodkov. Med večje investicije v letošnjem letu umeščamo začetek novogradnje vrtca, 12-oddelčnega vrtca pri osnovni šoli Vavta vas, za katerega namenjajo 1 milijon. Letos pa začenjajo tudi novogradnjo lesenega mostu v Lokah, ocenjenega na 350 tisočakov. Poleg tega bo stekla zaščita Straškega hriba pred padajočimi skalami in kamenjem.